Tudi jaz nocoj med nami prav lepo pozdravljam našega častnega gosta, gospoda Markosa Tavaresa. Markos, pozdravljen. Pozdravljeni, hvala lepa, super si povedal, sem zelo vesel, da lahko bi tukaj z vami. Jaz poznam ene z tvojega kraja, Berič. Je bil moj zelo dober sodelavec. Evo ga. Markos Tavares ni vaše, ali pa tvoje, se bo lahko tikala, so se Seveda, dogovorila, da se lahko, tikava lahko. nocoj. A ne, ni tvoje polno ime, ampak je to Markos Magno Morales Tavares. Točno to. Tako. In veljaš za enega najuspešnejših slovenskih nogometašev, brazilski nogometaš, s slovenskim potnim listom, ljubljenec mariborskega občinstva, si z borbenostjo, srčnostjo postal ikona NK Maribor, kapetan vijoličastih do nedavnega, si najboljši strelec prve slovenske lige, igralec z največ nastopi in goli pri NK Maribor, igralec z največ goli in nastopi na evropskih tekmah in tisti, ki je v slovenski ligi dosegel najhitrejši gol v 8 sekundah. Hvala lepa. Tako, Markos, naštela sva nekaj tvojih dosežkov, življenjskih, nogometnih, tu so bili bolj nogometni, danes bova spregovorila tudi o življenjskih dosežkih, ki nikakor niso samoumevni. Če greva čisto na začetke tvoje osebne zgodbe, odkot izviraš, odkot prihajaš, vem, da je to iz mesta Porto Alegre, kje je to mesto, kakšne so bile razmere, ko si se leta 1984 tam rodil, a ne? Ja, 84. Tako, iz kakšne družine prihajaš? Ja, si dobro povedal, jaz prihajam z Brazilije, bolj na jugu, mesto je Porto Alegre, tam ko je Ronaldinho, Gaúcho, če poznate nogomet. Jaz imam starše, seveda, ne? Dva brata in tam vse se je začelo. Moj oče, ko je bil mlad, je igral nogomet in jaz sem najmlajši otrok, je probal za najstarejši, pa on ni hotel, pa drugi tudi ne, pa potem jaz. V tretjega rada. Tretje je ratlo. Pa takrat, ko sem imel 9 let star, sem začel igrati nogomet v Internacional, v nogometna šola. In jaz sem začel igrati nogomet, da jaz ne hodim preveč po ulici, ne? Ampak da tako sem jaz se rodil, ljudi ne študirajo dosti, so šli so vzeli droge, so delali nedobre stvari, zato sem začel igrati nogomet, da ja čim več razmišljam o zdravem življenju. Vem, da ne morem piti alkohol, pa se drogirati, pa naredim druge stvari, zato sem začel igrati nogomet. Ampak z nogometom nisi začel šele, ko si prišel v klub pri 9 letih, ampak že čisto od najmanjšega naprej, ne? Eno prvih daril je bila žoga, kakor vemo, ne? Ja, v Braziliji prvo darilo, ki damo za fanta, je žoga. In takrat, ko sem dobil žogo, sem spal, pa jaz sem igral nogomet celi dan. Včasih samo takrat, ko je mama mene klicala, kosilo je na mizi. Sem šel domov, ampak sem igral nogomet celi dan. Okay. In to je bil en tak poseben nogomet. To je bil nogomet brez nekih pravih pravil. To je bil nogomet, praviš, v faveli, ne? Zdaj ne vem, a je vaša soseska takrat že bila favela ali je postala favela kasneje, ko so se tja priselili mnogi iz drugota, ne? Praviš, v faveli ni favla. Ja, v faveli ni favla. Tam vse moramo narediti, da držimo žoga v sebi, med nogami. Ja, in zato mogoče dobro igram nogomet, ker takrat sem mogel držati žoga, ni favla, če se jokam,
Lako jokaš celi dan, ne boš nič dobil. Nič ne pomaga, moraš Ja, biti, nič moraš ne biti čvrst, pomaga. ne? Čvrst, Tebe so ja. klicali pa kako? Babu? Balu. Si bil močen. Sem bil močen, ampak ta moči, ki sem imel, ne je bilo zaradi dobra življenja, ampak ker sem imel res težke otroštvo in zato sem mogel narediti vse, da lahko preživim v faveli. Iz tistega časa, tako ko berem v tvoji knjigi, recimo zgodbo, me je zelo se dotaknilo, kako si mogel biti tough, ne? Ampak da si tudi v bistvu v sebi imel ogromno ene take jeze in si veliko, tudi v nogometu ali pa kako drugače, se malo zrausal, še posebej, ko je vaša družina se v bistvu morala izseliti od tam, ko je oče izgubil službo in tako, ne? Ja, na začetku mi smo živeli zelo lepo, smo imeli stanovanje, ampak so v najem imeli stanovanje staršev in enkrat je prišel lastnik in rekel, jaz bom prodal stanovanje, imaš čas 1 mesec, da se selite. In potem mi nismo vedeli kam, nismo imeli denar, potem moj oče je prodal vse opreme, ki smo imeli doma in da kupimo novo hišo. In nova hiša, ker smo imeli, je bila tak kvadrat in takrat sem spal na tle, nisem imel postelje. Takrat stvari se je začelo, tudi mi smo šli v favele živeti, nismo imeli denar. Oče ni imel denar za graditi hišo, je prosil za eno firmo tam, če lahko, je prišel do firme in rekel, jaz nimam denar, ampak jaz, ko bom imel denar, bom plačal vse, pa potem so dali za njega in na tak način sem rastel v Braziliji. Tudi lačen kdaj? Tudi takrat, ko moja mama, ne vem, če moja mama in moj očeta so šli na razen, potem moja mama je učiteljica, zdaj v penziju, zdaj že. In takrat skoraj 1 leto sem bil brez očeta in moja mama je delala za 3 sinove. In potem ona je delala samo kekse, je kuhala kekse, zjutraj smo imeli za zajtrk, kosilo in večerja. In to dosti krat smo na tak način živeli. Ko sem bil lačen, moja mama je rekla, daš paradižnik na pol, malo soli, pa to sem jedel. In na tak način sem rastel v Braziliji. To, da sta šla oče in mama na razen, je bilo v bistvu sad vseh teh ekonomskih težav in tega, ne? Ja. In sta potem prišla skupaj spet. Ja, hvala Bogu, Ja. ko da je danes, je bil veliko noč, ne veliko noč, Božiček. Moj oče je prišel nazaj domov in je rekel, da ima nove službe, da je se poriktal kot oseba in takrat je bilo čisto drugače, ampak res smo imeli težki trenutek, ampak družina je zelo pomembna in moja mama je držala do konca, ne? Potem je prišel očeta z druge mentalitete in na tak način smo potem rastli in smo zmagali. Ampak takrat si bil pa ti že na robu najstništva, ne? Takrat si že potem je oče, tukaj sta 2 kluba, ne? Internacional, pa ta drugi je Gremio. In tukaj med njima je, kaj? Tukaj med njima je Grenal. Derbi. To je največji derbi v Braziliji, Okay. ker tudi firma, ko imajo neki tekmovanje, vedno Gremio Internacional. Tudi pri meni doma, moja žena navija za Gremio, jaz za Internacional. In zdaj, jaz imam fanta, 2 fanta navija za Internacional, plus ena hčerka sem dobil za sebe. Dve hčerke navija za Gremio in žena. Ampak si pa prestopil iz Internacionala Gremio. Ja. Moja žena reče vedno, zaradi Gremio tebe poznam, ti moraš biti ponos na Gremio. Ne, ko moj ata, ko je šel dela v Internacional,
je prišel nazaj domov in potem z moja mama so se Ste se vrnili. ponovno povezala, ja? In takrat moj oče je šel delati v Internacional, potem jaz sem igral nogomet v ulici celi dan. Celi dan, pa enkrat sem rekel, oče, prosim, pridi pogledaj ena tekma. In oče, ne, nimam čas, jaz delam, ampak en sobot je šel pogledat. In takrat je videl, on ima talent, nekaj, ne? on ima nekaj. In takrat sem šel delati en test pri Internacional, sem imel 9 let star in takrat brazilska reprezentanca je zmagala svetovno prvenstvo in potem sem imel sanjo, en dan bom igral nogomet. Wow, bravo. In potem si čez čas prestopil v Gremiju in tam si potem v teh mladinskih ligah zelo napredoval. Ne? Ja, 13 let star je prišel Gremio, ker derbi, ne? Gremio do mojega očeta je rekel, tvoj sin je zelo zanimiv, če lahko pride igrati v Gremio. In takrat so meni plačali $10,000. Wow. In s tem denar sem pomagal starši očeta, da graditi svojo hišo. In potem sem imel $150 plača in sem šel živeti v stadion. Okay. V stadion smo imeli, pod tribuna smo imeli en prostor, ki tam smo živeli več kot 50 otrok, fantov okoli cele Brazilije, ki pride vsako leto. In takrat sem šel živeti tja in potem moj oče je izgubil delo v služba od Internacional, ki je derbi, kot da Olimpija in Maribor, ne? Da gre sin k Mariboru, oče dela pa pri Olimpiji. Ja, in potem oni so rekli, adijo, ne hodi tu več. In potem takrat, ko je vse bilo ok, sem šel igrati v brazilske reprezentance U15 in takrat sem vedel, da Bog ima načrt za mene, da bom bil en dan nogometaš. Takrat si v bistvu spoznal tudi enega zelo slavnega nogometaša, ne? Sta bila prijatelja z Ronaldinho. Ronaldinhom, ne? Ja, takrat Ronaldinho že bil, ni bil v članski ekipi, je bil v mladinski ekipo in je že takrat je bil perspektiven, so rekli, da on je najboljši igralec in moj bratranec je igral z njim. En dan je prišel moj bratranec do mene na trening in je rekel, pridi po trening do mene, ker mi imamo ena žurka tam, zabava in tam bom tebi predstavil Ronaldinho. Seveda, sem šel tja in mi smo imeli tam zabava, pa tak. Z Ronaldinhom je bilo tako, ne, da si se od njega veliko naučil od nogometa, ne? Obenem je bilo pa res tudi veliko teh zabav, ne? Ja, on je tak tip. On je bil na neki način moj vzor. On dosti stvari je meni pomagal na igrišču, on je meni učil, Tavares, moraš delati na tak način na igrišču, na drugačen način, ne to dela, mora dribla na tak način, pa tak. In on je vedno meni pomagal in tudi v drugi del tudi meni pomaga. Je rekel, spije ta pivo, jaz sem bil 15 let star, pije pivo in po treningu dela 5 krogov in pivo gre stran, ne. In na tak način sem delal, ne. Praviš, je bilo pa ob teh treningih res čedalje več tudi teh zabav. Bilo je potem kasneje tudi taka tipična najstniška scena, samo za zvezdniškim pridihom, ne. Ja, Ste vi že imeli tudi nekaj tega zvezdništva, ker v bistvu, če ste bili vi 50 mulcev tam v kampusu noter, od zunjih je bilo pa na 100,000 verjetno, ki so si pa želeli tja priti. Tja priti, to je res. In potem, ko si prijatelj od Ronaldinhota, ne, to je za mene bilo wow, jaz iz nič, jaz sem spal na tle in zdaj jaz sem najboljši prijatelj od Ronaldinhota, ki ima
dobri avto, BMW, Audi. Potem moja glava je čist se obrnila in nisem imel dosti čustvena inteligenca, da razumem stvari. In potem jaz sem šel na drugi svet in nisem znal, na kak način lahko nehati ali na kak način lahko na drugačen način živeti. Tudi moji starši niso imeli meni več pod kontrolo, sem šel živeti v stadion in potem sem se izgubil malo, ko sem bil malo mladi pa tak. Mi je pomemben del te zgodbe, veš, da si se izgubil, ker v resnici ni samoumevno, da si se spet našel. Ne? Ja. Ni samoumevno. Ne? Tukaj bova kasneje spregovorila o nekom, ki ti je pomagal najti, ampak ena čisto konkretna oseba je bila pa, ki si jo spoznal pa na žurki za svoj rojstni dan, če pravilno vem, 18. 18 let star, Ja. sem imel svojo fešta, ne? Pa potem moja žena, prvič sem videla moja žena tam. In Leticia. Aha, kako se reče pravilno? Leticia. Leticia. Ja. Okay, Leticia. In takrat prvič sem videla, ne? In sem rekel, ta bo moja žena. Tak. Ona, Samo to ni bilo brez ovir, ne? ja, ona ni šans. Še mlad je. On je starejši od mene, ne bom rekel koliko, da ne bo problema pol doma. Morate knjigo prebrati. In ona je že imela hčerka, ne? In jaz nič, 18 let, nisem imel skoraj brada, pa on hoče z mano nekaj, ona kar nič, ne. Pa potem sem rekel, ne, ona bo moja žena in bo mama od mojega otroka. In potem sem 6 mesecev sem bil v procesu. Ne, bo, ne bo, jaz sem poklical, ona ni, ne moram, ne Še bom. ene trike si imel, si šel na obisk s prijateljico. Ja, njena najboljša prijateljica je bila moja prijateljica tudi, ne? Zaradi tega smo se poznali in potem vsak dan sem poklical najboljše prijateljice, gremo tam do Lečišća, gremo, idi tja ti, pa jaz zadaj se skrivam. In na tak način sem spoznala in potem 6 mesecev smo bili skupaj in potem je ona kuhala doma, veš, torta, čaj in zato sem nehal tudi zvečer iti na zabavo, te alkohol, ženske, zaradi njo sem nehal delati druge stvari. Wow. In potem se je dejansko zgodilo, da sta bila že noseča. Ne. Po 6 mesecev sem rekel, žena, mi moramo takoj narediti otrok. Takoj. Ker si imel vizijo, ne? Jaz sem imel vizijo. Je rekla, ne, pri meni doma najprej se poročimo, ne, po imamo otrok. Sem rekel, ne, pri meni doma ne delamo tako. Jaz sem prišel iz favele, to je drugo. Ne, ker moja žena ima lepa družina, oče, mama, jaz nisem. Ona je imela že avto, stanovanja, to je to, ne, jaz nimam nič. Imam žena, ki ima avto in stanovanje. Ti ni bilo nič treba. To je to. In potem sem rekel, žena, jaz moramo takoj imeti otrok zdaj, ker en dan bom igral z njim. 20 let nazaj, to sem rekel. Wow.
In sem rekel, jaz vem, naš prvi otrok bo imel isti ime, kot imam jaz zdaj, in enkrat bom igral z njim. In zdaj, ne vem, en mesec nazaj sem igral z mojega sina. Jaz 20 let sem počakal za to. 20 let. Kaj pomeni vizija, ne? Ampak dejansko tvoja vizija za nogometno kariero takrat pa ni šla čisto po načrtih, ne? Ne. Takrat je v bistvu bila stvar precej nekako ni šlo navzgor. Ja, dosti stvari se je zgodilo zaradi moje obnašanje izven igrišča, zaradi zabave, alkohol, ženske. Zaradi vse te stvari nisem igral nogomet v Braziliji, ki si so rekli, Tavares ima talent, on igra v reprezentanci, njegov prijatelj Ronaldinho, samo nima glava. On samo fešta, samo alkohol, ženske. Potem si je možno tudi v tako veliki državi, kot je Brazilija, malo zapraviti ugled. Ja, Na nek način. na nek način. Potem ni šlo, pa 18 let, ko sem bil star, sem bil v člansko ekipo potem, sem igral v člansko ekipo, ampak enkrat so menjali trenerji, so rekli, vsi, ki imajo starost, da igra v mladinske ekipe, morajo tam iti. In takrat jaz sem mislil, jaz sem Tavares, jaz sem najboljši igralec, prijatelj od Ronaldinha, jaz ne bom tam igrati. In na neki način sem hotel nehati nogomet igrati. Hvala Bogu, moja žena, kako se reče, modra žena? Ja. Modra žena. Modra žena je rekla, ti ne boš nehal. Zaradi meni boš ti šel na trening. In moja žena vsak dan zjutraj me pripeljala z avtom do garderobe. Jaz sem že v njenem stanovanju, sem že tam bil, ne? Je me pripeljala in me počakala, da grem skozi vrata. Okay. Wow. In ona je bila res, do danes, on je tisti del ali stebra, ker jaz rabim za živeti. No, prav, tole pa zaslužijo. Meni je bilo v tej vajni ljubezenski zgodbi najbolj pretresljivo, kaj je dejansko v tisti točki bila ona pripravljena dati zate in za vajin odnos, ker ti je sledila čisto na drug konec sveta, doma je morala pustiti pa nekaj najdragocenejšega. Ne? Ja, to je en del v naše življenje, ki ni bilo lahko, ne. Potem, ko sem bil 19 let star, sem šel igrati v Maleziji, ki nisem hotel igrati več v Gremiju. In takrat, ko sem šel v Maleziji igrati, jaz nisem znal angleško, samo do 10 sem znal šteti. Potem sem šel tja, pa prvi teden sem zgubil 4 kile, ker nisem znal reči hrana brez spicy, ona poper. Tam v Maleziji samo to jejo. Jaz, ko sem šel v hotelu, jaz sem gledal meni. Jaz hočem to. In preveč poper. In sem eno žlico, pa celo Coca-Cola sem spil in na tak način je bilo. Potem sem čakal en mesec, sem rekel, žena, moraš priti v Malezijo. Ona je bila noseča že. Sem rekel, ne bom držal, tebi rabim. In potem sem rekel, ti imaš en mesec časa, da pride v Maleziji. In potem ona je imela službe, hčerka, avto, stanovanje, vse. In ona je rešila.
en mesec te rabim tu, v roku en mesec je šla in oče od hčerke ni pustil, da hčerka gre z njo v Maleziji. In to je bilo res težko za ženo, težko za meni, za vse nas. In takrat, ko je žena prišla do mene, samo je jokala. Jaz, lahko jočeš, ampak kuhaj, kaj hočeš. Samo kuhaj, prosim, naša hrana, jaz ne morem več tu. In potem vsak dan, vsak zvečer, 1 uro na telefonu smo se jokali. In je bilo zelo težko. Moja žena je res je pustila vse, da lahko živi z mano. In res. Težke stopnice na poti do uspeha, ne? Zelo težko. In potem takrat v Maleziji, prvi 2 meseca, mi smo izgubili par tekem tam v Maleziji in predsednik ni plačal. Potem mi smo tudi imeli težavo. Jaz mlad sem bil, žena noseča, hčerka v Braziliji, pa nismo imeli denar za jesti. In en dan žena je čistila hiša, je tam v Maleziji dosti kitajski ljudi, ki tam živijo, oni pustijo denar, neki skrijejo denar. In en dan moja žena je čistila celi stan, hiša, je najdla ne vem koliko denar tam, pa zaradi ta denar, ki smo našli, smo jedli. V tisti vaši hiši je našla denar. Wow. Moja žena je šla skozi tudi težki trenutek z mano. Jaz sem kriv. In potem ona je kuhala špageti in tuna. To smo jedli več kot 1 mesec. In ona za sebe je naredila taka mala porcija, ne? Ampak ona je dala špageti malo narazen, da se vidi, da ona ima dosti. In je meni dala več, ker je vedela, da rabim energijo za igrati nogomet. Wow. In na tak način smo preživeli. In na koncu sem bil v Maleziji 3 let, prvi strelec lige in potem je bilo malo boljše. Ja. Wow. Ampak še po tistem ste se pa vrnila v Brazilijo. Ja. Potem smo bili v Braziliji 6 mesecev. In tam je bilo tudi težki trenutek. In tam tudi sem malo, da vidim, vmes med 3 leta v Maleziji sem bil v Braziliji, pa sem šel nazaj v Maleziji, pa potem spet sem bil 6 mesecev v Braziliji v klubu od brata od Ronaldinhota. On je naredil klub in potem sem šel tam igrati in tam sem bil 6 mesecev in tam sem že imel, kaj lahko rečem, Jezus v srcu. Ja. To je bila taka bistvena sprememba, ker ko sta šla vidva prvič nazaj v Brazilijo, te je malo zavleklo nazaj na stara kriva pota, ne? Malo žurke, Malo žurke, malo to, pa potem smo imeli težavo. Sem šel spet na drugi stran. In moja žena je molila, moja žena začela na neki način molila in brati Biblijo in potem Bog je meni spet poslal nazaj v Malezijo. Se pravi, dejansko sta vidva tam sprejela to odločitev, da želita slediti Bogu in se je vajna notranjost začela spreminjati v resnici. Ne? Ja, ker moje vrednote nije bilo
v redu, nije bilo ok, ker tam, ko sem jaz se rodil ali v faveli, tam, ko sem hodil, Odraščal. nismo imeli vrednote, tam smo živeli v ulici, kaj se zgodi. Moji prijatelji danes, polovica so mrtvi in druga polovica so v zaporu in na neki način jaz in dva brata smo šli ven iz tega. Se pravi, sploh ni samoumevno. Ne? Ja, Ja. težko. In zato, ko zdaj moji starši, moja družina so prišli tu v Maribor in takrat sem imel poslovilna tekma, vsi smo se jokali, ker mi vemo, kaj smo vse dali skozi. Sem rekel, očeta, ne, oče. On je vsak dan se jokal, sem rekel, jaz se splačalo vse. Oče tudi vsako sobota ob 5 zjutraj me je pripeljal na treningu 2 ure z avtobus. On je delal celi teden in sobote je vstal ob 5 zjutraj in mi smo šli na treningu. Nič ne pride zastonj in hvala Bogu sem se znašel tu v Sloveniji. Ja. Preko ovinka v Cipru, na Cipru, a ne? Ja. Tam sta bila pol leta ali kako tudi? Pol leta sem bil v Cipru, ja. Kot družina že, oziroma tam sta pa potem, ne, v Sloveniji se je drugi sin rodil potem, ne? Ja. Nekdo ti je omenil Zahoviča, kako je bilo to, da si pristal v Gradcu in prišel v mariborski klub, kako se je to zgodilo? Ja, tam v Cipru jaz sem igral v APOEL Nikozije, potem v drugem klubu je bil še en igralec, ki je prej igral v Sloveniji, v Koper. In on je igral tam, pa smo se pogovarjali in on je prišel v Maribor igrati po par mesecev. Pa potem on mene poklical, Tavares, mi rabimo napadalec, ti si odprt, ti hočeš igrati? Sem rekel, ja, jaz tu ne igram dosti. In potem, ki je rekel, jaz sem vprašal, ki je Slovenija, ki je, Slovenija, Slovakija, ne Slovakija, Slovenija, bivša Jugoslavija, zdaj pa vem. Potem sem šel v računalnik na Google, ki je Slovenija. Pa potem sem prišel na probo, Direktko Zahovič me je počakal na letališču, pa potem smo šli na pripravo. Wow. Super. In so te vzeli in so ti plačali 10-krat toliko kot na Cipru? Ne. 10-krat manj? 10-krat manj. Je rekel direktor, je prišel do mene, vem, da imaš kvaliteto, samo zdaj mi štartamo projekt, čez 3 leta bomo igrali Liga Evropa, ampak mi nimamo denar. In če boš ti podpisal, moraš zgubiti minimum 7 kilo, je rekel. 7 kilo moraš zgubiti. Sem rekel, Potem mi je dal pogodbo, ta pogodba je bila 6 mesecev plus 1 leto. Pa potem sem prišel sem, sem rekel, žena, jaz sem najdel klub, samo plača bo 10-krat manj. Je rekel, ok, gremo, ni problema. Ker te je imelo že, da bi kar malo obupal, ne? Ker tam Ja. na Cipru nisi glih veliko igral, stvar je izgledala, kot da gre vse samo navzdol. Ja, kot da sem na neki način pozabil igrati nogomet. V Cipru nisem dobro igral, pa nismo igrali Evropa. Predsednik je prišel do nas, mi smo imeli tam 5 Brazilcev. Predsednik je prišel do nas, zdaj, ki mi ne bomo igrali Evropa več, vi niste vreden, ne, nočemo več vi Brazilce. In je dal na stran. In v Cipru je 40 stopinj, jaz sem treniral tam sam ob 12 v 40 stopinj in tam sem laufal 1 uro, pa potem sem šel domov. In moj prijatelj je poklical, Newton, pa sem prišel v Maribor.
In potem, ko sem prišel v Maribor, ok, Brazilci v Maribor, jaz sem bil prvi Brazilec, ki sem igral v Maribor, ne. Zdaj v Maribor Brazilci. Pa potem, ko so videli prva tekma, to ni Brazilci, to je z Kitajska, ne vem. Ja, kitajski, brazilski. En je rekel, to je zdrava, to ni iz Brazilije. In moje delo je, da zabijem gole. In prvi 3 mesece nisem zabil en gol. Pa jaz sem rekel, zdaj je gotovo. Zdaj bom šel nazaj v Brazilijo, imam 6 mesecev pogodbo, bom šel nazaj v Brazilijo in ne vem, kaj bo. Ne vem, če bom igral več nogomet. Spet moja žena. Ne, to ne bo. Gremo naprej, bomo molili, bomo to pa to. In jaz sem šel moliti. Vsaki dan v Kalvarija. Kdo pozna Kalvarija? 500 stopnice. Ob 6 zjutraj sem šel vsak dan. Bog, prosim, me pomagaj. Spremeni moje življenje, rabim tvoje pomoč. Tam je bil en drevo, ki sem udaril, sem se jokal, ta drevo, ne vem, če je še živ. Ja, in en dan je prišel, jaz sem čutil v sebi, ne. Bog je prišel, Bog je povedal, ne vem, če vi verjamete, ampak Bog, jaz sem čutil. Ti boš ostal v Maribor ne zaradi svoje kvalitete, ne zaradi tebe, ampak jaz hočem, da boš ostal v Maribor. Wow. In ko to je bilo, naslednjo tekmo sem zabil prvi gol. In en mesec nazaj sem zabil gole. Koliko jih je bilo vsega skupaj? Koliko golov? 211. Praviš uno, da za vsakih 10 golov dobiš ene nove kopačke? Kopačke, ja. Jih nisi več rabo toliko. Ne. Super, no, ampak je šlo tudi pol. Ja, boljše je bilo, Gor, ja. ne. Potem sem podpisal novi, plus 1 leto, potem že je bilo boljše pogodbe, potem smo bili prvak, sem bil prvi strelec v ligo in Bog je naredil čudež v mojem Po življenju. 3 letih pa kapetan. Manj. Še manj, ne? Ja, še malo 2 leti manj. pa malo. Ja. To je tudi Kapetan. en tak čudež. Ja, da tujec biti kapetan, ne, v klubu, to je redko se vidimo. Ja. In takrat nisem mogel verjeti, ampak ko smo zmagali, ne, so rekli, dobro, zmagujemo, pustimo Tavares kot kapetan. Ja, pa 2 stvari sem videl noter v knjigi, recimo, ko opisuješ. Eno je ta žilavost, pa to, da si se že kot otrok iz favele tam že učil vodenja, ne? Ja. Da si vedno prevzel odgovornost. To mi je posebej izstopilo. Druga stvar je bila pa ta, da si v resnici, tudi čeprav si bil slaven, čeprav si bil the guy, ne? Si vseeno bil pripravljen od trenerja sprejeti kritiko, tudi javno, ne? Da ti je potem rekel, si mi dovolil, da sem bil trener. Ne? In se pravi, so bile osebnostne kvalitete, ki so bile od otroštva ven in položene v zibko, in so bile kvalitete, ki so v bistvu v tvojem karakterju zrastle počasi. Ne? Ja, jaz mislim, moji starši so naredili vse, da for education, ne, Za izobrazbo, ja. izobrazbo svojega otroka, ne, pa jaz vedno sem imel v sebi, da moram spoštovati, pomagati, da ne samo jaz, ko sem bil mladi, sem imel te probleme, sem mislil, da jaz sem zvezda, jaz sem najboljši, zato nisem igral v Braziliji, ampak ko sem prišel v Slovenijo in vedno sem vedel, da sem imel nekaj v sebi. Vedel, ko sem bil v šolo, sem bil lider, vodja, razred, vedno sem bil ono, ki hoče malo več.
Jaz vedno sem hotel malo več življenja, vedno sem hotel iti ven z favela. Do danes vedno hočem malo več. Ampak glej, tebe, ko si bil pač tak, ko se ti je pot odprla, ko si bil kapetan, mislim, pismo, to je morala priti tudi kakšna dobra ponudba za še več denarja. Ja. Pa si jo zavrnil, si jo ostal v Mariboru. Ja, vsako leto sem imel ponudbe, da grem malo zunaj, ne, v tujini, ampak na nek način sem vedel, da Bog je ima načrt, je imel načrt za mene tu v Sloveniji. Vedno smo se vprašali, jaz pa žena, kam gremo, kaj hoče. Ne? Žena rekla, ne, tu je, mislimo, da moramo tu stati. In na drugi strani jaz vedno sem hotel narediti nekaj več, zgodba. In če jaz vsako leto menjam klub, ne bom dal dosti golov. Ne? In zaradi tega tudi sem stal v Sloveniji. Zdaj imam ime, zgodba, plus Božji načrt. To je bilo tisti del, ki smo rabili. Ja. Tisto nekaj več ni bilo samo nekaj več denarja, ne? Ne. Ni bilo nekaj drugega, ne? Seveda nekaj drugega. Mislim, da vsak od nas ima nekaj v sebi, da zemlja hoče poznati, hoče sprejeti, ker to ni denar, seveda, ta vrednota, ker mi imamo v srcu. Kaj čutiš, da ti kot Marcos Tavares lahko v bistvu daš Sloveniji, kaj je ta klic, kaj je tisto več, kar si v bistvu želel, zaradi česar si ostal, kar čutiš, da je tisti tvoj poklic tukaj, no? Poklicanost. Lahko berem? Lahko. Je tu noter, kaj jaz verjamem, kaj jaz hočem pokazati. Biblija pravi, Jezus je pot, življenja in resnica. To sem želel sporočiti ljudem. Misel sem skrajšal in v edino resnico, v katero verjamem, Jezus je pot. To za mene je moje sporočilo za celi svet. Jezus je spremenil moje življenje. Jaz nisem mrtev, nisem v zaporu zaradi Jezus, ki je en dan imel načrt za mene in če imam danes družina, ker je Jezus spremenil moje življenje, ker moja žena je dosti stvari šel skozi, ker nisem imel glavo, ampak takrat, ko sem razumel, kaj pomeni družina, ljubezen, življenje, takrat moje življenje se spremenilo, takrat sem začel imeti res žena in družina. Daj prosim malo bolj podrobno povej, kako je v tebi Jezus deloval. Spomnim se, da sem bral, ko praviš, kot mulc sem hotel kar pretepsti tam otroke, recimo, v meni je bilo toliko ene jeze, v meni je bilo toliko enega hlastanja, ne, za nečim, ne, tudi tisti alkohol, pa ženska, pa tako naprej. Potem, ko si to spoznal, kako je to spoznanje v tebi izgledalo? Kako je Bog to naredil v tebi? Jaz sem imel nekaj frustracija, ne. Jaz nisem imel postelje, nisem imel igrače, ko sem hotel s kolesom voziti, jaz sem mogel vprašati nekomu, včasih jaz sem vzel na silu in sem šel sem, na tak način sem znal biciklat. Nisem. In potem sem videl pri televiziji te reklame za jogurt, cornflakes. To sem se želel. In sem imel neke frustracije v sebi. In na tak način sem ta frustracijo sem pokazal z jezem. Jaz sem skregal z vsemi.
En dan v moja ulica tam, en dan vsi otrok niso hoteli se pogovarjati z mano. Pa nisem imel prijatelj. In ta frustracija meni, dosti stvari sem naredil narobe, dosti napako zaradi frustracije. In ko sem spoznal Jezus, On me je dal ljubezen, On me na neki način skozi svoje ljubezen med drugim, kot drugi ljudi so meni pokazali ljubezen. Takrat sem se spremenil in takrat sem tudi začel na drugačen način obnašati. In si videl, da je Jezus tista pot. Ja. Kaj recimo danes pomeni zate, Jezus je pot? Kam vodi ta pot? Biblija pravi, da je On resnica in življenje. Jaz sem živel v laži, Lažeh, ja, v laži, ja. Ja. In ko sem bral Biblijo, ko sem spoznal druge ljudi, ki so imeli Jezus, On je mi pokazal pot za uspehe, za veselje, za mir, za ljubezen. In to je Jezus naredil v moje življenje. On je meni preko svoje brate in sestre, preko brate in sestre, ki imamo v cerkvi, Jezus meni pripeljal na pravi pot. In ta prava pot mi je dal družina, mi je dal vse, kar imam jaz danes, vse, kar ti si bral na začetku. Če ni je bilo Jezus in če ni je bilo moja žena, ni šanse, da dosežem vse te rekorde, statistike, ki si prebral. In On ti pravi, dal ti je družino. Dal ti je družino in dal ti je življenje. Ne? Ja, Življenje je veliko. Ne? To je to. Pravi Janez 10:10. Ja. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje v izobilju, v obilju. Ne? In to je notranje življenje Boga v nas. Ne? Točno to. Prej nisem imel življenja, prej sem imel frustracije, jeze. Prej vsi so krivi, prej sem imel te frustracije, da vsi so krivi, zakaj jaz živim na tak način, zakaj nisem imel tega, zakaj nisem imel drugo. Ampak ko je Jezus prišel v moje življenje, je spremenilo način in moje obnašanje mi je dal vrednote. Te vrednote nisem imel prej. To pride naravno, ne? Naravno. Se ni treba matrati za to, ne? Ne, prej nisem imel življenja. Nisem vedel, kaj pomeni življenje. In danes imam življenje, imam vse, ker Jezus meni je dal. Jezus mi je spremenil iz nič do Marcos Tavares danes. Ne? Legenda. Legenda. Gremo, lahko. Lahko še kaj? Lahko še pove. Ja. Dej še kaj iz tega duhovnega povabila. Povej, kako so tebe povabili na to duhovno pot ali pa vajo skupaj z ženo? Recimo, kaj misliš, kako lahko mi danes, ki se mi zdi, da živimo v svetu, ki pač se mu zdi to pravljica, no? Ki se mu zdi to čist nerealno, ne? Tukaj imamo pa tebe, realno osebo, ki te poznamo, ki vemo, kaj si bil in kaj si danes, recimo, in pričuješ o tem, ne? Kot priča, živa priča, ne? Lej, to je res. Ne? Kako se ti zdi, da bi še lahko povedal temu svetu, da je to res? Ja, to je res. Mi živimo v svet, kjer ni realno ali dosti stvari se dogaja. Je vojna, je kriza. Je zdaj korona in mi na neki način smo noter v te mehurček in ne pogledamo, da obstaja drugi način življenja.
In ta življenje, ki si rekel, Janez 10:10, samo Bog ima za nas. In ta življenje je simple, kako se reče, Preprosto, ja. preprosto za živeti, ampak v drugi strani ni dosti ljudi hočejo imeti ta življenja. Ampak če Jezus živi, potem on tudi bo spremenil, ne vem zdaj, kako lahko govorim to, Jezus obstaja. To hočem povedati, da Jezus je živ, da Jezus obstaja. In on lahko nas da novo življenje, življenje, ki mi ne vidimo. Zadnjič sem slišal eno zelo dobro primerjavo. Ne? Pravi, kot da bi mi večina živeli življenje v 2D, potem se ti pa odpre pogled in vidiš še tretjo dimenzijo, kar naenkrat začneš videti v 3D. Ja. Tako se mi zdi, je dobra primerjava. Je dobra primerjava. In če pogovarjamo več o Jezus, zadnjič sem povedal v našo cerkev, skupino, da vse te dogodke, vse te rekorde, to je bilo skozi življenje z Bogom, iz Jezus. Jaz sem molil da smo dali trava gor v stadion, jaz sem že molil prej. Tam sem napisal spodaj, Jezus je pot. So skrite stvari, ki mi ne vemo, ampak Bog dela. Prvenstvo, ki smo zmagali, vsakič, ko smo šli v Ligo prvakov, Ligo Evropa, mi smo molili prej. Ekipa? Jaz Cerkev? In cerkev. Okay, wow. Prej. Dosti stvari se je zgodilo zaradi Jezus, ker mi ne vidimo, kaj Jezus vidi. In če imamo odnos z Jezus, lahko vidimo, kar Jezus vidi. In ta 3D, samo Jezus lahko vidi, in če imamo odnos z njim, lahko mi tudi živimo druga življenja, ker ima Jezus za nas. V novi dimenziji. V novi dimenziji. Amen. Odlično. In potem ti za zraven, za nameček, da še cukrček na vrhu tortice, ne? Da ti uresniči sanje, da skupaj s sinom igraš zaključno tekmo in da poimenujejo tribuno po tebi. Tribuna, Marko Tavares, ja. Noro. To je bilo... Kako si doživljal to slovo? No? To je bilo vse nadnaravno za mene. Nikoli sem razmišljal, da bom živel tak stvari, ampak res, Jezus dela čudež. In po 20 let, ko sem čakal, sem igral svojega sina. Tribuna za moje ime je Marko Tavares. Vse, kar se je zgodilo, je bilo za mene preveč. Edini občutek, feeling, ker jaz imam, je, da sem hvaležen za vse, kar se je zgodilo tu v Sloveniji, ker jaz sem tujec, ampak Slovenija me tako toplo sprejeli, da nimam besede, brez besede imam. Wow. Kakšni so vajni načrti ali pa vaši? Vi ste zdaj družina, imate 4 otroke, ne? Ja, 4 tu, plus pa hčerka. Natalijo že odprej, ne? V Braziliji, ja. 5 vsega skupaj, ja. Ja, dosti načrt imamo. Jaz kot profesionalec, moj načrt je, da igramo seveda Ligo Evropa, ampak trenutno sem pomočnik športni direktor NK Maribor
Moje delo je, da naredim dobro ekipo za naprej in kot družina je, da razširjamo Božjo ljubezen. Amen. Lepo. Zato se v resnici tudi pri nas, pri družini in življenju trudimo, da razširjamo Božjo ljubezen v družinah, ki so v današnjem času še posebej na težki preizkušnji, kjer se dogajajo ločitve kot po tekočem traku, kjer ljudje, bi rekel, mnogo prehitro obupajo, ne, in gredo narazen in ne pridejo žal skupaj več, ne, tako kot so bili takrat tvoji starši. Jaz bi v bistvu na koncu, predno se ti zahvalim za vse to nocoj, bi povabil, da si ogledamo zelo kratek 3-minutni video in da v bistvu majčkeno vidite, zakaj pri družini in življenju gre, kakšni so seminarji, na katere vas vabimo in skozi katere tudi pri nas probamo širiti to Božjo ljubezen v družinah. Pravimo, da je družina prostor, kjer se vzgajamo za odnose. Da je družina naročje ljubezni, je rekel nekdo. Je različna predavanja, kakšna zveš malo več, kakšna zveš pač stvari, ki jih nekako že doživljaš v zakonu. Občutek sem imel, da smo se nekaj napolnili z nečem. No? Jaz sem čisto rekel, jaz sem se po svojo ženo še enkrat zaljubil, čisto ponovno. So konkretne zadeve? Ja, kar konkretno ti povejo. Ja, verjetno tisti, ki so malo dalj poročeni, verjetno te konkretne stvari že bolj so doživeli, kakor midva, ki sva zdaj 3 leta poročena. Malo smo se odmaknili od doma, malo smo imeli več časa zase. Tako res so tisti nepozabni trenutki. Tukaj se pa res lahko posvetiš samo svojemu zakoncu, pa ta čas, ki ga preživiš skupaj. Če ne drugega, je to eno tako, kako bi človek rekel, orodje, ki ti lahko pomaga. Sva tudi kakšne stvari nove zvedla, tako kaj naj mogoče še čaka. Če ste tukaj kakšni pari ali pa vsaj posamezniki znotraj parov, ki bi radi stopili na to pot, vas lepo vabimo, da se nam jeseni pridružite na nepozabnih trenutkih za naju. Trenutno se ti dogajajo v Izoli in pa na Rogli, tako da jesenski termini so že razpisani. Na naši spletni strani jih boste lahko našli. Več o Dižu in o tem, kar počnemo, boste pa dobili tudi v informaciji v naši reviji, ki jo boste nocoj dobili s seboj. Še kakšno vprašanje? Tomaž mi ime. Najprej čestitke za lepo slovenščino. Zelo dobro razumemo. Čestitke za vse dobre igre pa gole, z veseljem smo jih spremljali. Zdaj pa malo provokativno, zadnja tekma Aluminij. Prvi polčas, tako rezultat so drugi polčas vredno. Cilj je bil, da igrate skupaj s sinom. To se je uresničilo. Recimo, da ne bi bil rezultat takšen, kot je bil. A bi Marko Stavar še eno sezono igral. Hvala lepa za vse, me veseli. Jaz sem že mogel nehati 2 leti nazaj, ampak zaradi korona nisem nehal, ker s praznimi tribunami so rekli, da ne moraš. In tudi zadnja tekma sem že bil poškodovan 10 dni pred Aluminij. Sem bil poškodovan 10 dni.
jaz sem treniral cela sezona, samo da lahko igram svojega sina. In če rezultat je bil negativen, smo že bili zmenjeno, da 5 minut mora, samo da napiše Tavares, da je igral svojega sina. Samo zaradi tega. Kako je njemu to bilo? To pa mene zanima. Kako je sin? Nerealno tudi za njega. On tudi se želel. Jaz en mesec sem se pogovoril z njim, lej, mirno, če boš dobil šanso, mirno, meni poglej, jaz bom tebi vodil na igrišču. On je treniral za članske ekipa, pa je čutil, ker je drugače je v članske ekipo. Pa sem pripravil en mesec z njim, da lahko igramo skupaj. In 2-krat smo se podajali tam. Super, super. Jaz hočem povedati, da 2 odločitev so najpomembne v našem življenju. Najprej, s kom bomo živeli v večnost življenju. Druge, s kom bomo živeli tu v zemlji. Skupaj. Res. Prvo, jaz sem se odločil za Jezus in drugo za Lečise. Bravo. Ha? Ja, nič. Hvala lepa, Markos. Čudovit večer je bil. Zlatko, ja, hvala. Mi imamo tudi Zlatkota tukaj iz Maribora. Bravo! Sem da je zdaj že dolg časa naturaliziran Velenčan. Tako da, evo, tule je ena malenkost v našem imenu, družine in življenja. Tako notri je tudi odlična kapljica našega domačega, bomo rekli, vinarja Kerina in pa tudi naša revija, pa še neka malenkost. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Hvala.